smo na razgledniku Vodnikomu. Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in danes imam zraven še 3 punce. Ena je v človeški obliki, v človeškem telesu, 2 pa v pasjem. In smo v Bohinju oziroma tle v okolici Bohinja in imamo plan narediti ene par takih luštnih krajših izletkov okoli Bohinja. Bomo zapakirali en video, najprej skočimo na Vodnikov razglednik, tlele nad Koprivnikom, sem zdaj v vasici Koprivnik smo, pol bomo šli po Bohinj, pa še kakšen slap pogledati, pa še kakšno drugo znamenitost, tako da ostanite zraven oziroma pejte zraven. Pa gremo dol z asfaltne ceste. Zdajle med potjo sem rekel, da vam povem še eno štorijo, ker sem jo ravnokar izvedel. Bila sva namreč v apartmajih Hodak v Bohinjski Češenci. Tam moram misliti malo na dopust. In je gospa Milka povedala, da Vodnikov razglednik, se pravi, da je prek tega Vodnikovega razglednika je Valentin Vodnik komuniciral z Žigo Zoisom. Se pravi, Zois je bil precej premožen oziroma zelo premožen gospod, ki je imel tele fužine čez. Vodnik je pa pisal pesmi in kako jih je predal potem Zoisu, je na ta način, da ko je spisal pesmi, je prišel semle gor na razglednik, izobesil belo rjuho, da je Zois to videl iz stare fužine in je prišel sem gor na sprehod in tako je prišlo do te izmenjave. Zdaj ne vem čisto točno, Vodnik verjetno, zato ker je bil v taki službi, ni smel objavljati pesmi ali kako, to ne vem, ampak zanimiva štorija. Evo ga, pa smo na razgledniku Vodnikomu. Dobrodošli. Kakšen razgled je. Če je bil pa sonček, pa je bil pa še toliko boljše, ampak že tole noro lepo. Evo še enkrat razgled. Tukaj dol je Komna, pol so na levo so južne Bohinjske gore, to je zgornja Bohinjska dolina, itak Bohinjsko jezero. Tukaj zadaj noter je dolina Voje, pa pol te bohinjske planine, kot so Blato pa Vogar pa tako. Potem tole je Bohinjska Bistrica, gor levo je Bohinjsko sedlo oziroma Soriška planina, tukaj gor v megli je tudi, oziroma tamle nekaj mora biti, je Črna prst. To pa je to, dajmo pa malo uživalo v razgledu.
tukaj gre tudi Julijana Trelčes, opisna knjiga. Mi pa nadaljujemo dol. Evo, še en pogled na hitrico. No, vodnikov razglednik smo videli, zdaj pičeva pa nazaj dol v tole zadnjo Bohinjsko dolino. Pa se bo še zmenila, ali greva tele slapove v soteski Ribnice pogledati, ker niso ne vem kva, no, neki spektakularni, ali greva v Voje, oziroma ja, v Voje pogledati korita. No, zanimiv, Valentin Vodnik je bil tukajle prvi župnik v tej fari. Midva so se preselila v Staro Fužino in greva v dolino Voje in korita Mostnice pogledati. Pol pa naslednji plan je pa Slap Savica. Ja, tukaj moram pa pozdraviti Majo, ena zelo zagnana spremljevalka kanala. Živijo, Maja, smo v tvoji vasi. Zdaj, midva sva v vasi parkirala pred cerkvi, ker je 2 ure zastonj za parkirati. Pa bo, mislim, da bo 2 urah okoli. Drugače pa, če kje drugje parkirate tle, okoli Bohinjev, treba pa kar plačati. Gremo pogledat tale začeten del, še pred Hudičevim mostom. Bobni tole vse, oziroma boči. Tukaj levo se bo odsep, ne vem, za Namlin ali pa za Žago voda. Tole je pa že prvi del korit tudi. Tele imamo še en slap, majhen, pa tlele prav lepo za kakšno kopanje, ampak voda pa sigurno ni nikoli prav topla. Ja, pa še to, vidite, da imam novo kapo, ne. Preden sva sem priletela v Bohinj, sva se v pleteninah Oblak ustavila, kjer bojo v naravo kapo naredili. In je tole eno novo kapo so mi dali za sprobati, da malo testiram, kakšni materiali so mi bolj všečno. Tako da, to je to. Tukajle je pa Hudičev most. Pred Hudičevim mostom se gre lahko tudi na Voskovnico, 1:45. Tukaj se začne pa tudi, so že zelo globoka korita dol. Pravo čudo narave. Evo, to je pa tale slap, ko smo ga prej videli z druge strani. Kaj dober je. Tukaj na drugi strani mosta se nam priključi pot, če gremo iz parkirišča tam pa rampi, ko se gre pol na planino Blatogor. In pol skupno delujemo proti Vojam. Tako, kot sem že ob prejšnjem videu, ko sem se tlele potepal, ga dal desno gor, sem šel pol skoraj do Velega polja, do Malega polja, no, pa pol po Bohinjskih planinah nazaj. Sem rekel, da tlele bo treba plačati vstopnino. Ampak če pridete izven sezone, temu ni tako.
Gremo zdaj pogledati spet semle na most Korita. Bomo šli pa v drugo smer, kot sem šel takrat. Peš, kakšne mogočne pečine. Še na drug stran. Ja, če imate kakšne težave z višino, se kar primite ograja raj. Gremo na to stran. Kakšna lepa voda, a? Ne bomo pa kmalu do slončka prišli. Eno je pa vroče, oziroma eni. No, tale skala, naravnost to je slonček, bomo z druge strani videli. Zdaj se pa spet začenjajo korite naprej. Tukaj je res dobro, ker lahko priješ čist na rob. Tam je treba paziti, da ne greš preveč na rob. Kakšna voda je. Pa sotoče znotraj soteske. Tukaj bomo z druge strani globino posneli. Zdaj smo prišli pa do mosta, kjer se bomo obrnili, prišli nazaj po drugi strani. Če bi pa nadaljevali to pot tle, bi šli pa v dolino Voje, najprej bi prišli do ceste, pa kmalu zatem do koče v Vojah. Pa lahko nadaljuješ tudi do konca Voj, se pravi doline, kjer je pa slap mostnice. Nekaj čez 20 metrov visok slap, tudi lep se splača pogledati. Pa tudi planino, se pravi sama dolina Voje je zelo lepa. Zdaj pogledamo še tlele malo tale korita. Tole je ta prostor, ki sem prej z druge strani posnel, pa sem rekel, da bom šel tlele na rob pogledati, pa dol posnet. Evo ga. Kakšne pečine, kva to. Neverjetno, kva to voda naredi, ja. Zdaj prihajamo pa še do slončka. Evo ga, ta znameniti, sloviti, ali kako bi rekel, slonček. Prav lep je.
Čas zaključuje tale najin krog. In gremo nazaj proti Stari Fužini. No, to je pa drugače Zoisova graščina. Aha, pa smo se že preselili pod Savico, oziroma na parkirišče pod slapom Savica. Pa gremo pogledati še to lepotico. Gremo. Praktično vedno, ko sem tle, zavijem levo proti Komni, pa Koči pod Bogatinom. Danes gremo pa semle. Še kakšen spomin tlele kupite, oziroma bomo za nazaj kakšen magnetek. Te zberam. 78 je visoka Savica. Eden najbolj priljubljenih slapov v Sloveniji, pa tudi eden najbolj mogočnih. Tudi tle je precej globoka soteska. Pogled proti Voglu, jezeru, za ovinkom je pa bam! Drugač pa gor k izviru pripelje tudi pot, ki gre preko Marče, gre ste lahko nad slap. Te potke tlele spodaj, ki je, to pa ne poznam, nisem še nikoli šel. Ja, zdaj pa najina zadnja točka, ki bo obiskala, je pa slap Grmečica, saj plan je tak, bo pa videla malo sva že lačna, tako da bo videla, no. Ampak plan je tak. Drugač pa še kar precej več idej za izlete tle okoli Bohinja, imate pa na spletni strani vnaravo.si kam v Bohinju. Članek z naslovom Kam v Bohinju. Tudi če napišete v Google Kam v Bohinju, bom verjetno med prvimi 5 zadetki. Pa res, tukaj okoli Bohinja se da kar kaj videti. Tukaj je lep razgled na Bohinjsko dolino in tudi na tole, kar sem vam pokazal, je razložen, kako je bil včasih, ali pa ne bi bil včasih, bohinjski ledenik. Ta rečica, ki teče mimo, tukaj, kjer je kasa, to je pa mala Savica. Tam, kjer smo pa gledali slab Savica, je pa velika Savica, tamle dol smo parkirali, se pa združita. Tukaj le vemo, proti Komni gor, mulatjera, slavna mulatjera povsod gre te mulatjere pol gor po vrhu in proti Krnskemu jezeru in proti Triglavskim jezerom in povsod. Je takole, naju je iz Bohinja pregnal dež, tako da nisva šla na slap, kot smo že rekli, Grmečica, ampak smo šla kar proti domu. Kaj bi povedal? Ni bilo gužve, prijetno,
ure tam manj. Super, Jaz res. sem ponovadi hodil tam polet, ne? Ja. Pa je zdaj mi veliko lepše. Sicer se kopati se glih ne moreš, oziroma lahko se, ampak ni prav prijetno, vsaj za normalne smrtnike. Drugače pa res super je bilo, res. Tudi precej vodnata, ne, tako da je lepo, res. Lepi zvoki bočanja. Ja. Tako da v Bohinju res ni treba kje sam polet zahajati, ne. Da se tudi v takem letnem času, v takem vremenu narediti precej lepe izlete. Pa niso v Bohinju samo hribja, ne. Ja. To je to. Nič, vse podrobnosti bojo dol, več bom tudi link dal od spletne strani od tistih izletov, ki sem že omenil. To je v bistvu to, ne. Imejte lep dan še naprej, pa čao!